Občina Podčetrtek je konec minulega leta kupila grad Podčetrtek. Mestna občina Celje je podelila štipendije samozaposlenim kulturnikom. Na Dobrni zaradi domnevne zastrupitve z ogljikovim monoksidom 12 oseb potrebovalo bolnišnično oskrbo. Košarkarji Zlatoroga na svojem parketu izgubili proti Šenčurju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Občina Podčetrtek je konec minulega leta po dolgem času dogovarjanj in usklajevanj vendarle uspela kupiti grad Podčetrtek. Ta je bil v zasebnih rokah in je že vrsto let vidno propadal. Občina bo za grad odštela 150 tisoč evrov. Grad Podčetrtek datira v 13. stoletje, kasneje pa je bila njegova lastnica vse do konca druge svetovne vojne družina Atems. Grad, ki je bil dolgo časa družbena lastnina, je pred dobrimi 30 leti znova pristal v zasebnih rokah, a je še naprej vidno propadal. In tako lastniki kot občinsko vodstvo so si vrsto let prizadevali, da bi našli novega lastnika, a vedno neuspešno. Zdaj je grad odkupila občina. Ja, tudi te aktivnosti lahko rečem so trajale skozi vse leto, pa še prej, ampak zdaj te končne aktivnosti pa so trajale kar od spomladi, ko smo nekako se dogovorili, da vseeno mi kupimo tako grad, kaščo in vse ostalo. Zgodilo se je namreč to, da nekako je kar slaba povezava tekla z lastniki oziroma tudi z njihovim odvetnikom. Nekako pa smo potem v drugi polovici leta le uskladili v prvi vrsti, lahko rečem, številko, se pravi ceno. Potem smo uskladili tudi z občinskim svetom na zaprti seji, da zagotovimo ta sredstva in pa seveda v nadaljevanju tudi speljali to pogodbo, ki lahko rečem ni bila enostavna, tako da je bilo kar precej dela. Tako da grad, kot je bilo omenjeno, je tudi v 100% lasti zdaj občine Podčetrtek. Seveda pa, ker imamo pogodbo in drugi del predpogodbo, pa v tem času do konca januarja upam, da bomo urejamo še status kašče in pa stare stavbe pod gradom. Občina bo zdaj grad popolnoma zaprla in preprečila vandalom nadaljnje uničevanje, nato bo sledila sanacija. Občina bo skušala najti investitorja, za sanacijo pa pridobiti tudi evropska ali državna sredstva. Sicer pa je minulo leto v tej turistični občini epidemija koronavirusa precej zaznamovala. Moram povedati, da je bilo zelo težko leto in da če bi pa, kljub temu, da je bilo 2,5 meseca spomladi zaprto, če bi imeli odprto do konca leta, bi prav gotovo imeli še boljši rezultat, kot smo imeli leta 2019, kajti tudi v tem odprtju par mesecev smo dosegli blizu 300 tisoč nočitev, kar lahko rečem, da je za našo občino izredno veliko. Seveda pa to je tudi negativno vplivalo po eni strani za kompleten sistem turizma v Podčetrtku, kajti ni bilo možno nekega razvoja, kljub temu, da so vsi pravzaprav nekaj vložili, nekaj dodatno naredili. Terme Olimia je izredno veliko, pa tudi ostali ponudniki so izredno veliko vlagali v svojo infrastrukturo. Tako da izpad je kar velik na vseh področjih. Seveda pa upamo, da bomo v kratkem se ta zgodba rešila in da bomo lahko nadaljevali spet aktivnosti okoli turizma in predvsem, da bomo zopet tako dobri, kot smo bili vsa leta. Tudi občina je v minulem letu izpeljala številne naložbe. Vlagali smo pravzaprav v vsa področja, cestna infrastruktura, zgrajenih je bilo približno 6 km novih cest oziroma saniranih z odvodnjavanjem, preplaščenjem asfalta in vse ostalo. V koncem leta smo zaključili tudi 1,7 km ceste, ki smo jo gradili skupaj z državo v Virštanju. Mi smo zraven naredili tudi kolesarsko stezo in pa tudi, lahko rečem, kar nekaj inštalacij noter speljali. Seveda pa smo vlagali tudi v družbene dejavnosti, tako smo imeli urejali šolo, vrtec, knjižnico po več letih tudi popolnoma na novo obnovili, tudi v športni dvorani smo kar nekaj naredili. Seveda pa
je zraven so pa tekle tudi projekti na turizmu. Omenil sem že eno kolesarsko stezo, tudi drugi del v Podčetrtek, ko smo v bistvu spojili kolesarsko stezo, ki teče proti Imenem in pa kolesarsko stezo proti Olimju. Tako da lahko rečem, da je bilo leto izredno pestro. Mestna občina Celje je celjskim samozaposlenim ustvarjalcem iz različnih področij umetniškega ustvarjanja podelila 21 delovnih štipendij v vrednosti 3000 evrov. Delovne štipendije so namenjene ohranjanju in razvijanju ustvarjalnih potencialov umetnikov, ki so v času epidemije in ukrepov ostali brez možnosti javnega nastopanja in delovanja ter s tem tudi brez prihodkov. Delovne štipendije so namenjene ohranjanju in razvijanju ustvarjalnih potencialov umetnic in umetnikov, ki so v času ukrepov omejevanja javnih kulturnih prireditev zaradi COVID-19 ostali brez možnosti javnega nastopanja in delovanja, s tem pa tudi brez prihodkov. Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce je bil objavljen od 10. oktobra do 10. novembra lani. Podelili smo 21 štipendij, toliko je bilo tudi prijav, v skupni vrednosti 63 000 evrov. Število društev, samostojnih kulturnih delavcev in fizičnih oseb, ki delujejo na področju kulture v Mestni občini Celje, je sicer večje od 90. Za življenje v Celju so kulturni ustvarjalci velika dodana vrednost. Kultura širi obzorja, hrani duha, izobražuje, razveseljuje, spodbuja k razmišljanju in pomembno sooblikuje utrip v mestu. Tudi v prihodnje bomo pomagali umetnicam in umetnikom. Trenutno imamo odprt javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Celje. V stanovanjskem objektu na Dobrni je včeraj okoli 18. ure prišlo do sproščanja ogljikovega monoksida. Gasilci so iz objekta evakuirali 24 oseb, ki jih je na kraju dogodka pregledala urgentna ekipa nujne medicinske pomoči iz Celja. Reševalci so 12 oseb, ki so kazale znake zastrupitve oziroma imele v krvi povišano vsebnost ogljikovega monoksida, prepeljali na nadaljnje zdravljenje v celjsko bolnišnico. Nihče od njih ni bil življenjsko ogrožen. Vzrok prisotnosti monoksida pri načinu ogrevanja smo izključili. Gasilci ob prihodu na kraj v stavbi prav tako niso zaznali prisotnosti ogljikovega monoksida. Je pa res, da so se stanovalci čez dan družili v manjšem neprezračenem prostoru, kjer so tudi kadili, vendar, kot rečeno, natančen vzrok zastrupitve še ni potrjen, zato z zbiranjem obvestil nadaljujemo. V 15. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Zlatoroga na svojem parketu izgubili proti Šenčurju in doživeli 10. poraz v letošnji sezoni. Šentjur je bil po velikem preobratu v zadnji četrtini z 81 proti 75 boljši od Triglava. Zadnja domača tekma Šentjurja v rednem delu letošnje sezone je bila hkrati ena najbolj zanimivih v aktualnem državnem prvenstvu. Četa Aleša Pipana je tekmo bolje odprla, a tako je bilo jasno, da bodo gostje z Gorenjske trši oreh, kot to kaže položaj na lestvici. Prvo četrtino so domači dobili 27 proti 25, nato pa se je ustavilo predvsem v napadu, kar so Triglavani uspešno kaznovali na nasprotni strani parketa in na odmor odšli z vodstvom 10 točk. Nič bolje ni kazalo gostiteljem niti v nadaljevanju, Triglav je namreč vodil že za 17 točk, v zadnji četrtini je 6 minut do konca prednost gostov znašala ogromnih 15 točk, nato pa je Šentjurčanom steklo v napadu, gostje pa niso imeli recepta niti za dobro obrambo domačinov in po izjemnem preobratu je zmaga ostala doma, bilo je 81 proti 75. Rekel bi, čestital bi fantom za prikazano igro, predvsem v zadnji četrtini. Prve 3 četrtine nismo bili pravi, nekako v krču, nekako igra ni stekla, tako v obrambi kot napadu. Mlada ekipa iz Kranja je to izkoristila, igrala poletno, hitro, učinkovito. Vendar v zadnji četrtini so moji igralci pokazali karakter, pokazali so, da znajo igrati košarko in odigrali odličen zaključek tekme, v katerem smo dominirali in mislim, da vseeno na koncu zasluženo zmagali. Definitivno ena zelo težka tekma. Sami smo vedeli, da se Triglav dviguje, tudi zdaj so imeli prvo zmago v sezoni, tako da smo v bistvu definitivno nismo pričakovali toliko težke tekme, ampak vedeli smo, da ne bo lahko, ampak
prvih 35 minut se nam dejansko pač ni odprl, nismo mogli zadeti. Vse, kar smo si preigrali, smo v bistvu zapravili, na koncu pa v bistvu z več sreče kot pameti dobili to tekmo. Točkovni voz je v prvem polčasu pri Šentjurju vlekel hrvaški košarkar Domagoj Samac, v drugem polčasu pa je za preobrat in zmago z nekaj ukradenimi žogami, predvsem pa z 19 točkami poskrbel izvrstni Jure Špan. Pa mislim, da je bila predvsem tukaj odločujoča ta želja na koncu pa volja, tako da res bi pohvalil celo ekipo, da smo se borili do konca, njem bilo lahko, vmes smo že zaostajali za 15 točk, ampak, kakor sem rekel, nikoli nismo odnehali, na koncu se nam je končno odprli in smo v teh zadnjih 5 minutah zadeli tisto, kar bi mogli zadeti že prej skozi celo tekmo in mislim, da cela ekipa je zaigrala kakor eno in smo pač pokazali, da smo kvalitetnejša ekipa in tudi na koncu zasluženo zmagali. Razočaranja gostje niso mogli skriti, vodili so večji del srečanja, odigrali dobro tekmo, zmage pa jih je na koncu stala nezbranost v zadnjih 6 minutah srečanja, kar je najbrž posledica neizkušenosti, se je strinjal gostujoči strateg Tomaž Fartek. Tudi meni se je zdelo, da smo izvrstno igrali in tako kot ste omenili, padec koncentracije v zadnji četrtini, predvsem posledica neke neizkušenosti mladosti. Šentjur je bil pripravljen in to odlično izkoristil. Na začetku in na koncu tekme smo v bistvu igrali najslabšo obrambo in v prvi in zadnji četrtini prejeli 27 točk. Izkušene ekipe pa vejo, da je takrat ravno treba najbolj stisniti. Malo mi je žal, ker verjamem, da smo si tudi mi zaslužili to zmago, ampak šola za naprej in moramo iti dalje. Rednega dela še ni konec. Šentjur bo v naslednjem krogu gostoval v Novem mestu pri Krki, Triglav doma pričakuje revanšo z Laškim Zlatorogom. Ja, definitivno jim želimo vrniti za tisto tekmo v Laškem, tam so nas povsem nadigrali. Mi smo se na tisto tekmo vrnili v bistvu prva tekma po prvi karanteni zaradi covida in oni so to zelo lepo izkoristili, nas povsem nadigrali, mi bi pa radi pokazali, da smo jim lahko enakovreden tekmec in upamo na zmago doma. Krka je izkušena čvrsta ekipa, roster za ABA ligo, na vsaki poziciji ima 2 kvalitetna igralca, na nekaterih celo 3, tako da sigurno so nesporni favoriti na domačem igrišču, vendar košarka je to, sami ste videli, čim bo mala priložnost, da jih presenetimo, bomo to sigurno zgrabili. Šentjurčani imajo 2 kroga do konca prvega dela sezone še teoretične možnosti za preboj v ligo za prvaka, zmagati bi morali na obeh preostalih gostovanjih in upati na spodrsljaj neposrednih tekmecev iz Podčetrtka. Jutri se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo, drugod bo sprva nekaj sonca, sredi dneva in popoldne pa bo spet več oblačnosti. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju malo nad nič, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V sredo bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni polovici Slovenije bodo občasno rahle padavine, po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo v vzhodnih krajih pretežno oblačno in suho, drugod bo oblačno in občasno bodo manjše padavine. Meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nadmorske višine. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugom. S to vremensko napovedjo pa zaključujemo današnje ponedeljkove dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera, bodite tudi v naši družbi. Nasvidenje.